Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj so poplave? Poplave so naraven pojav, pri katerem se ob obilnih padavinah narasle vode razlijejo iz strug in zalijejo hiše in okolje. Poplave sodijo med najpogostejše naravne nesreče, ki lahko prizadenejo veliko ljudi. Poplave je težko preprečiti, lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako pravilno ravnamo v poplavi. Zgodbo Ježek Snežek in poplava je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in poplava. Grr, bom, hju, tresk. Useka strela z neba tako glasno, da ves razred poskoči. Vsi se zazremo skozi okna. Zunaj padajo debele kaplje tako hitro, da jim ne morem slediti. Lije kot iz škafa, bi rekla moja babi. Kdo ve, kaj so to naravne nesreče? Povzdigne glas učitelj, da bi preglasil grmenje. Ne poslušam ga. Ne počutim se dobro. Glava me boli. Naslonim se na mizo in gledam, kako dežuje. Tako je. Naravne nesreče so tiste nesreče, ki jih povzroči narava. Katere naravne nesreče pa poznate? Spet slišim učitelja. Zdi se mi, da njegov glas prihaja iz oddaljenega kota. Kako črno je nebo, pomislim. Še nikoli prej ni bilo takšno. Učitelj pohvali sošolko in skupaj z otroki ponovi. Naravne nesreče so potres, zemeljski plaz, snežni plaz, suša, toča, žled, poplava, poplava, poplava. Obrnem se in pogledam učitelja. Kaj se dogaja? Zakaj kot pokvarjen radio ponavlja poplava, poplava, poplava? Zunaj se zasliši hrup, kričanje. Pogledam skozi okno. Zaradi dežja je reka tako narasla, da se je razlila po travniku. Blatna, polna vejevja in izruvanih debel kipi od silne moči. Običajno se le leno vleče po strugi, danes pa hoče prehiteti samo sebe. Preskoči most in podivja. Za travnikom doseže cesto in hiše. Dere po ulicah in dira v hiše. Ne trka in ne zvoni. Ne umika se in se ne ustavlja. Vse, kar je na poti, vzame sabo. Smetnjake in avtomobile pograbi z enako lahkoto. Strah me je. Obrnem se proti učitelju, ki kriči: Poplava! 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 Ko obupano zajavka: Vsi bomo utonili! Je ves razred v trenutku na nogah. Otroci planejo k vratom in oknom, jočejo in vrščijo. Prerivajo se in v zmedi se razbije šipa. Sošolec se hudo poreže. Nekaj fantov skoči na dvorišče.
voda ne ve, da so le otroci. Pograbi jih brezbrižno, tako kot vse, kar je na poti. Izginejo za vogalom. Pod nogami začutim mokroto. Šola se strese, ko se do konca razbesnela reka zažene v njene zidove. Takrat zaslišim, da me nekdo kliče. Zbudim se. Učitelj me rahlo stresa za ramo in izgovarja moje ime. Kar me žljavo pogledam naokoli. Vsi me gledajo in se hihitajo. V resnici sploh ni poplave. Zunaj je celo nehalo deževati in oblaki se trgajo. Samo sanjalo se mi je. Au. Glava me pa še vedno boli. Učitelj mi položi dlan na čelo in reče: "Saj si čisto vroč." Povem mu, da sem tako zelo utrujen. Mami in oči prideta pome še pred koncem pouka in me odpeljeta naravnost k zdravnici. Pregleda me in reče, da bom kmalu spet zdrav, če bom pridno počival, pil veliko tekočine in jedel hrano z veliko vitamini. Ubogal jo bom, ker mi je na roko odtisnila sličico pogumnega leva. Doma me mami spravi v posteljo. Moj najboljši prijatelj Ježek Snežek zleze k meni. Nočem, da bi še on zbolel, a pravi, da se ježi ne morejo ničesar nalesti od ljudi. Naslednji dan, ko se počutim bolje, mu povem, kako sem v šoli sanjal o poplavi. Posluša me in zmajuje z glavo. Na koncu pravi: "Veš, v sanjah ste ravnali ravno obratno, kot bi morali, če bi hoteli biti varni pred naraslo reko." Začudeno ga vprašam: "Kako bi bilo pa prav?" Ježek Snežek, ki vse ve in mi vedno zna vse razložiti, se uleže na mehko blazino in začne pripovedovati. Pri vsaki nesreči, tudi pri poplavi, je najpomembneje, da ostaneš miren. Tako se veliko lažje spomniš, kaj moraš narediti, da se boš pravilno zavaroval. V tvojih sanjah so otroci lezli skozi okna, zato jih je reka odnesla. Veš, s pobesnelo reko se ne more nihče kosati. Niti ti ne. Niti jaz ne. Zato je največ, kar lahko storiš, to, da se jo umakneš s poti. Kam pa? Čim višje. Zgornje nadstropje hiše ali na hrib, če si zunaj. In potem? Počakaš tam in pokličeš pomoč. Katera je že tista telefonska številka za klic v sili? 112, sej veš. Malo me hecaš, a ne? Ne, samo preverjam, ali jo še znaš na pamet. Veš, medtem ko si ti spal za šolsko mizo in sanjal, je učitelj vse to razložil tvojim sošolkam in sošolcem. Res? V sanjah je bilo videti, kot da nima pojma o tem, da se moraš pred poplavo umakniti čim više. Ah, ne. Vse dobro ve, saj sem ga poslušal. Rekel je, da bi se v poplavi vsi zbrali in mirno odšli v zgornje nadstropje. Tam bi počakali, dokler se voda ne bi umaknila. In veš, kaj je še rekel? Da boste imeli vajo, ko se vrneš v šolo. Kakšno vajo? Igrali se boste, da vam grozi poplava, in preverili, ali se znate mirno umakniti v zgornje nadstropje in tam počakati. O, to bo pa razborljivo. Zato pa zdaj zaspi, da se čim prej pozdraviš. Ti bom zapel uspavanko. Po enem tednu sem že zdrav. Oči mi vkatno toči vodo.
Ježku Snežku predlagam, da bi se igrala pod mornico. Ampak on ne mara vode, zato sede na omaro čim dlje od nje. Kaj pa, če bi prišla poplava? Ga vprašam in razburkam vodo v kadi, da šprica po vsej kopalnici. Ježek Snežek se zasmeji in odvrne: Mene že ne bi dosegla, ker sedim tako visoko. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno in pravilno ravnamo v poplavi. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru poplave. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Si v šoli, ko pride do poplave. Kaj storiš? A. Poslušam učitelja, učiteljico in skupaj se mirno umaknemo v zgornje nadstropje. B. Čim prej skušam pobegniti iz šole domov. Pravilen je odgovor A. Poslušam učitelja, učiteljico in skupaj se mirno umaknemo v zgornje nadstropje. Drugo vprašanje. Na katero številko pokličeš na pomoč? A. Na številko 112. B. Na številko 211. Pravilen je odgovor A. Na številko 112. Tretje vprašanje. Ali lahko prečkaš narasli potok? A. Da, saj znam plavati. B. Ne, ker ima narasla voda močan tok in me lahko odnese. Pravilen je odgovor B. Ne, ker ima narasla voda močan tok in me lahko odnese. In še zadnje vprašanje. Kaj so naravne nesreče? A. Nesreče, ki jih povzroči človek. B. Nesreče, ki jih povzroči narava. Bravo! Pravilen je odgovor B. Naravne nesreče so nesreče, ki jih povzroči narava.